Joj, ali se že tako dolgo nismo nič videli, ne? Pa dolgo že nismo potovala, v bistvu že točno 1 leto, odkar so šla v Indijo. To hitro je šlo. Marca. In zdaj smo spet marca. Tako da v bistvu zdaj po 1 letu nadaljujemo z odbito potjo. Ostala sta nam še 2 kontinenta. Ta je bolj rdeče barve, ta zadnji pa bolj bele barve. Ja, malo so že ven izvajati, ne, 1 let nismo snemali. Ja, se moramo spet odomačiti s tole kamero, malo nam je še naroden, ampak bova ta let hitro prebila. V bistvu je to zadnji kontinent, ko bova lahko sploh karkoli počela. Bova lahko hodila po pločniku in karkoli, ker pol nam ostane samo še en kontinent tam dol. Ker ni nič. Torej, greva na kontinent, ki je poln kač, pajkov, morskih psov, bumerangov, kengurujev in didžeridujev. Sesalcev, ki ležejo jajca. 16 000 kilometrov matranja je pred nama. Je dobil pa že ene interne informacije od ljudi, ki so bili že v Avstraliji. Tam sam, da priješ na sonce, si vijoličen v sekundi. Sem se jaz pripravil. Jaz se bom že v Istanbulu namazal, nočem imeti peklin. Ozonska luknja ima da nad Avstralijo in to je noro. To nobena krema ne pomaga. Ljudje si pozabijo ušesa namazati. Klele konice, to je najhuj. Pa ki si strmaš čisto nagubana. Avstralci ful starejši izgledajo kot normalni ljudje. Zato, ker to so v bistvu Angleži, ki niso navajeni na sonce, so se preselili dol in zdaj jih žgeti. Vsi so na letališčih mažejo, ne? Čeprav mi do 10 zvečer prideva. Veš, še za komarje na prinesel, ker so tam so take vešče pravice. Že gleda, začeš povedati. O, Marija, pomagi, tole je bilo pa... Ok, 2 urci najprej itak do Istanbula, sprehod po parku, pa smo šla pa na let 10 ur, pa sem nehal malo to pot snemati, ampak vem, da se tudi vi zabavate, če naj gledate, koliko sva skurjena, ker imamo tako krasno povezavo, da morava prtljago vmes prevzeti in velik izziv bo po moje tudi Anžetovo prtljago, zdaj prenesti na drug avion. Zdaj te tolkva človek jemlje sabo. Jaz nisem videl te škatle v Ljubljani, jaz sem mislil, da je dobesedno pol manjša, sem mislil, da bo taka. Kje? To je orang se zadeva. Pa še vse stvari svoje imam noter. Koliko je doplačilo za takole zadevo? V bistvu Sports Equipment kot športna oprema do 32 kg naj je prišlo 180 €. Ampak ta je res tu imaš. Drugače pa kar sem zdaj v Ameriko, pa to je pa manj kot 100 €. No. Je nama pozabila, da se nama ful mudi drugače. Se zato gre. Če ti lahko pomagal, en more pa tudi posnet. Se pa vidi, da sem viličarja že vozil. Ok, ni bil ta prav lift, tako da bomo še enkrat ponovili viličarja. Ta lift bi pa mogel biti. A zdaj bo skozi? Casting power, se zdaj. Vroče, se že vidi, da so v teh krajih. Ne, da sem pa slabo odštartil. Kaj je to? 2 kili imamo preveč, pa se treba pa znajti. In Anže. To je slabo to ne zgleda, a? Skratka, tale vožnja bo še kako dolga. Mukomorno. Mislim, jezen sem sam nase, da nisem ugotovil, da je to nek nizkocenovec, ker se mi je zdelo, da to obstaja samo pri nas, kjer so leti 2 uri. Brez hrane, pijače. Edina moja zabava bo melatonin, da bom lažje zaspal.
Ja. Dobro jutro, Piškotek. Dobro jutro. Pot je trajala 32 ur, saj sva že imela 28 urne, ampak tukaj je bilo res večino časa na avionu in stari, ker si toliko ur v tej poziciji. Mučno je res. Mene so kolki boleli prvič v življenju, klele neke mišice. Jaz sem si rekel, da tega se ne bom šel več nikoli, tako da mora Avstralija veliko mi zdaj dati, da bom rekel, splačali se s tako potjo. A kaj pa ne šel nikoli na Novo Zelandijo? Ja, mogoče ne. Dobrodošel na novem kontinentu. Kje so zdaj kakšni kenguruji, pa koale, pa to? Prideva in toliko so nam obljubljali, pa nič. Čist normalen mesec zaenkrat. Gleda bolj slabo to, da se skupaj. Najmanjši kontinent, ampak največji otok. Res? Ja. Samo res, ja. Najmanj poseljena celina, samo 26 milijonov ljudi. 90% ljudi živi ob obali, v mestih. Kar vse povemo. Ne. A to je to. Daj gremo zdaj pogledati ta Melbourne. En prijatelj je rekel, da se ni namazal, ni bil v 5 minutah kasliva, Vijolčan. Ja, nič. Kje je zdaj kakšen kenguru? A niso nama ful govorili, da klepa ful teh živali, pa nič. Razočaran. Čekaj še kenguru, nič, koala, nič. Razočaran. Prijazni so ful, ja. Se mi zdi malo ta ameriški vibe, ta prvi pristop je zelo enostaven. Priješ do njega, ga vprašaš, vsi so... nič ni awkward. Nič ni awkward, kakor na primer v Koreji, ko so kar vsi, viš tam, reči z drugo. Melbourne. Po velikosti ne bi bilo to največje avstralsko mesto, po prebivalcih je pa tam s Sydneyjem. Toliko raste kle prebivalstvo v teh mestih, da se toliko ljudje priseljujejo, da je težko to vedeti. Pa tako se mi zdi, da je zelo lepo urejen, pospravljen, vse je tako na nivoju, ni nič kaj dosti razsut, vse je tako tip-top. Je, ta prvi vtis je zelo pozitiven, je malo tak drugačen vibe. Drugač pa Melbourne slovi po tem, da naj bi bil prestolnica kave. Zdaj, to je zelo močna trditev, kar jim jo jaz ne bom privoščil. Prebivalci zelo veliko dajo na kavo in na kvaliteto kave, zato veliko raj podprejo te manjše lokale, kot recimo Starbucks. Starbucks se je tukaj odprl in so več kot 70% vseh Starbucksov zaprli in jih je samo še okoli 20 ostali na celem kontinentu. In Melbourne je mesto z največjimi kavarnami oziroma restauracijami na prebivalca. Ob tem naj vas spomnim, da ne pozabite, da ima Kamnik največ pivovarn na prebivalca. Sam tako malo sem še stresel še jaz. Mislim, da sem nama prištimo en biser. Greva klele gor, kjer so vagoni od vlaka in noter pa je en boljših burgerjev v Melbourneu. Imenuje se Izis. Kje pa se gre za to? Res je ogromen kavarn in se mi zdi, da so vse te zadeve so ogromne. Vse trgovine, vsi lokali so ful dolgi noter. Se vidi, da ko so sem prišli, so imeli neomejeno prostora. Ja, definitivno. Ice Americano? Thank you. V Melbourne dnevno uvozijo 30 ton kave. Tako da po eni strani je kandidat za prestolnico kave. Meni ima po eni šminki malo okus. Šminki. Kunga psa. Melbourne je tudi znan po tem, da naj bi bili 4 letni časi v enem dnevu lahko. Zjutraj je bilo 10 stopinj, sva si dala dolge hlače, vmes je bilo že 25, zdaj sva lahko že vesela, če nam snežili. Velikokrat sem jih zalotil, da so oni tako
living our best life. Vse imajo. Vozijo se s čolnčki po reki, vlakci levo, desno, stolpence, stari del, novi del. Perfekt. To pa še nikjer nisem videl, da zraven dobiš čelado. O tem govorimo, da imajo vse pošlihtano, veš, to take, za varnost je poskrbljeno. Gremo! So pa na glas, a niso malo pre na glas. Boljša. No, to je ta perfect life, o katero so govorila. Mir, vse urejen, prideš malo otroke sprehajati tukaj, piješ vino, pač lušten, ne. Se vidi, da smo v Avstraliji, ko otroci nimajo okroglih žog. Kje je ta rugby popularen, ne, pa kriket, pa tako. Se pozna, da si 6 let starejši od mene, ne? Ja, vse že poka. Se mi zdi, da ljudi zelo zanimajo cene v Avstraliji, zato ker je bil tudi to moj največji strah, ker v Sloveniji slišiš, da tam je pa ful drago, ne? Ja. Sej cen se bova še malo kasneje dotaknila, ko bova malo bolj spoznala Avstralijo in tako. Ampak mogoče čisto tako za občutek, ko sva bukirala stanovanje v Melbourneu, sem seveda hotel ga nekje v centru vzeti. In karkoli sem gledal, da je bilo sploh normalno, da človek gre not, je bilo za 2 noči okoli 700 €. In sem rekel, a to se bo dalo to Avstralijo preživeti? Ampak sva pa ugotovila, da je to zaradi tega, ker je ta vikend v Melbourneu velika nagrada Avstralije, Formula 1, in seveda so zato cene dražje in sva šla pol zaradi tega tudi na obrobje mesta, ker so za 2 noči dala 300 €. Ja, kar je veliko, ampak je pa zelo kulturno, ne. Pa še ena stvar se dotika cen. Je viza potrebna za Avstralijo? Ja, in že ne ve tega, ker sem jaz imel vse te zadeve čez in priprave, ampak ko sem vzel nama turistično vizo, sem najprej jo vzel sebi in sem vzel turistično vizo, za katero sem plačal 135 € za eno osebo. Pa sem pa vzel še z Anžeta in sem videl, da tam obstaja pa e-visitor turist, pač isto, samo da je E od spredi. In ko sem opisoval podatke, sem videl, da lahko pri spolu zbereš ali moški, ženski ali drugo. In sem za Anžetovo vizo izbral Adar. A res? Kako si žleht? Kje to piše? Glej nekje. To me bo tako čuden gledal tam, ko sem prišel noter. Kva sem? A kaj? Je me je tako malo pregledal gor pa dol, da sem rekel, kaj pa je? Ko sem bil za računalnikom in to delo se mi je zdelo super zabavno, ampak ko so bila na meji, sem bil tako, sam da bo prišel že zdaj not. Zakaj to govorim? Zato, ker je bila Anžetova viza brezplačna. Zdaj pa ne vem, ali je to zato, ker hočejo sprejeti nedefinirane spole, ali je to zato, ker je e-viza. Tako da dajte takrat, ko greste v Avstralijo, pogledati še za e-vizo, ker je, mislim, da brezplačna. Oder, res. Zdaj se bova zapeljala spet na drug konec mesta in sva hotela iti seveda z javnim prevozom. Do tja je več kot 120 postaj. 120? 120, skozi takole. Gas, bremza, 2 uri pa pol. Res je, kada bi šel z Grosupeljega v Kranj? Tega se mi ne greva. Pa greva z Uberjem. Ampak pomislil, da bi dal v Ljubljani iz enega konca na drug konc 70 €. Ja. A nima huda. Pazi, makar se. Zadnji neugodni premiki te škatle. Hello. Hey, how are you? In kje je kakšen kenguru zdaj? Čisto sem razočaran, res. Čisto sem se pripravil, kupil sem si še kapole s kengurujem, ampak ni jih. A niso to novo govorili skozi, da tam je pa tega ful. Ne vem, koliko 50 milijonov ali ne. Sam slikce, to je kakšen mitološko bitje, ja. Kadesi ali boni troli tam na Islandiji, ko so bila. Kakao je, ampak v bistvu ni, tako je to kle. Pa te koale, pa ne vem, kakšne živali. Zaenkrat sem videl goloba, to je pa to. Istega, kar imamo v Ljubljani. Golob pa 3 vrabce. Wow, Avstralija, wow.
Se niste mislili, da bova Avstralijo probala prikazati tako, da bova malo po mestih, ne pa to. Ker prva stvar, ki mi pade na pamet, ko slišim Avstralija, je kva? Road trip. Road trip. To je pa prav the ultimate road trip. Glede na to, da sva bila tako navdušena nad ameriškimi road tripi, se mi zdi, da je najna naloga zdaj, da ugotoviva, a so bolj primerne za road trip Združene države Amerike ali bo to Avstralija. Moj občutek je, da je še bolj divje tukaj. Da so razdalje še daljše. Tako, še manj ljudi. Ker sva se odločila, da bo zdaj ta trip ultimativni trip vseh tripov, road tripov, ki sva jih naredila. Ok, mogoče ne bo presegel po kilometrih unga na Nordkap, ampak vendar. Zato sva si izbrala. Tegale lepoca. Zdaj pa kle bom vozil, tukaj bom že vmes lahko sedel not. I do need the credit card as well, just to enter into our system, yeah? I don't have a credit. We only accept the Visa or MasterCard. I have all the other debit cards, but that's why I wrote an email just to make sure that I can get this RV without credit. Doesn't matter about credit, as long as it's a Visa or MasterCard. Okay, so any of this? Yeah, This one is fine? whichever one. Se ne moram verjeti, vedno so take težave, a imaš debetno ali imaš kreditno, ker vedno hočem kreditno kartico. In na srečo se da tudi z mojo debetno kartico NLB Mastercard. Kar je pa še bolj lušten, pa je, da je NLB prva velika slovenska banka, ki omogoča Apple Pay. Dvakrat pritisneš tale gumb in imaš lepo takole in narediš samo kačink in ne rabiš tudi denarnice ven vleči. Se pravi 295 je registrska. Kaj? To je pa vila. Kaj? Na 4 Ja, pa normalno sva se mogla pohecati s temle kemperjem. Sej sva se velikrat odrekala tem pravim kemperjem, ampak od nekdaj seveda sva si oba želela že kot otroka enkrat doživeti camper van. In to je prvič za oba dva. Prvič bom bil noter v kemperju, kaj šele vozil in V bistvu je ga super. užival. Jaz sem zgoraj spim. Kakšen luksus. Kakšen vonj, no? Ja, ali po kengurujih. Zjutraj, takole kavico, zajtrček. Da bo doktor... Kakšen hladilnik. A kje gor boš ti spal? Jaz tam gor spim. Nočem že bo pa spal klela na tej mizi. Kaj je to? Da nam kaj zlomil že takoj na začetku. Moje vrata mu pa že navadno. odprla. Mislim, da so drsna. To je pa kao v avionu. Ej, di njih mi gledati. Ej, pa posod so teli komarniki, da nav še nun pajk masta not pršel. Ciril bi rekel, stari Ferrari, to pa je luksus. In res sem čakal na ta dan, kdaj si bom lahko to privoščil. Kemper naj je za 18 dni prišel s polnim zavarovanjem okoli 7000 avstralskih dolarjev, kar znaša nekih 4400, kar je kar veliko, ampak po eni strani je pa po mojem neprecenljiva izkušnja in v taki situaciji bi se vam rad zahvalil za vso podporo, za vse oglede, vsem partnerjem, ki sodelujejo zraven pri tem projektu in tudi hvala vsem, ki ste podprli ta projekt z nakupom merča Odbita pot, ker so šla vsa sredstva v sofinanciranje te poti. Ja, hvala lepa. Hvala lepa. Že jaz mislim, da midva še nisva povedala, zakaj ti nosiš to ogromno škatlo s sabo. Anže namreč po vsej tej najni burni potovalski poti ne bo imel dosti Avstralije in se je odločil, da bo on ostal še kakšen mesec sklele sam, poudarjam sam, in bo šel na ekspedicijo s kolesom. Grem s kolesom čez Avstralske Alpe, A od res? Canberre do Melbourna. Tega še meni ni povedal. Ja, in potem se odpravljam še na Tasmanijo. Ni bila dosti Avstralija, gremo še Tasmanijo malo. Ja, lej, če smo se 30 ur peljali, ne vem, če sem še kdaj, da sem to dolgo peljal, bo treba zdaj izkoristiti, kako menjka človek iz klesa namreč vračal. In moj največji strah ob tem ni bil seveda, kako spraviti kolesa do sem, ampak kje pol ta kolo met. Sem rekel sam, Anže, upam, da ne bo na koncu ta kolo kle nekje na sred, da bova skozi mimo njega mogla hoditi vsakeč, kam hodil v hladilnik. In so vprašala strica, kje ima kakšen storage compartment. In je bil figole freškole, tole.
z storage compartmentom. Ja, rekel je tudi, da s temi velikimi kufri je problem, da daš gor čez dan, pa po noč dol. Tako da ne vem še čisto točno, kam bomo ta kolo vtaknili, ampak jaz mislim, da smo še vedno našli rešitev za vse. Tako da so zelo pozitiven. Ja, ene 6 rolc duct tape, pa ga na striho polimava. Ja, nekaj tasga. Kaj gre lahko zihar kle od spod, ne? Zato, ker to gre dol in pol se pojsla to rata. Sam cel kolo močno dvomim, Cel da ne. še z 2 gumama. Ne, ampak je tam nek storage apartment od spodaj, sicer je tak compartment, sicer je tak tenak, ampak glede na to, da je razstavljen kolo, imam upanje, da bi lahko šel kaj. Zdaj pa odvisno, koliko je globok. Ja, se je izgledalo zelo perspektivno, malo tanko, ampak sem upal, da je globok. Shit, ne, kaj je zihar našel noč. Če jo fajn nastaviš, daš mogoče balanco noč. Balanco gre, če jo dam na razen, ja. Ja, lej, tako bomo po koščki ga bomo dali. Da ga že pa en kolo sem dala, ja. Takole. Ja, te krožnike vam zauživamo, daš gumo not. Koliko je to dobro, da se ve. Če njega imel pa jaz v pojstaj. Ok, slišali ste ga. Če bom enkrat kovnil čez ta kolo, gre v njegovo pojslo. A smo ready? Kako brede. A dela? Dela. A pa sva zaprla tendo, pa mama vrata zaprta? Ne vem. Ja, sva. Ja, so je kar visok, ej. Ampak veš, kakšen kontejner je to? Porodnar, ko smo ga dvignila. Ful je lep. Tle so neki aboriđini gor, tle pa neki belci. Zvedel, da je Avstralija prva uvedla plastičen denar, šele pol je bila Kanada in ostale. In pa je, da ga ne moreš strgati. Ja, ne gre, sam bolj pa nam probo, da našlo kaj. Fajn je, ko se ne unične, v bistvu je za zmeraj. Pa v pravnem stroj ga lahko daš. Ja, In samo dobesedno pereš denar. Ena stvar, ki jo midva strašen z užitkom počneva, in to je, da greva zdaj v trgovino in nakupva hrano in vse te pripomočke, ki bi znali prav prideti. Ja, to je zmeraj lušta. Ta intro. Intro, ja. Sej vem, da se ponavljam, ampak jaz sem si želel to Costco trgovino izkusiti že, odkar sem prvič slišal za to verigo trgovin nekaj let nazaj. Ampak rabiš membership, rabiš kartico, ampak so mi dobila nek VIP pass, kar pomeni, da bo lahko samo danes tukaj not kupovala. Fora te trgovine pa je, da je ogromna in da je wholesale, kar pomeni, da je diskont. Se pravi, so velike pakunge pa mečka nižje cene. Naprimer, takole pakiranje baterij po 40 je noter. Noro. Bomo dala kakšen sir v to, sto? Ker imamo kilo. Malo sva lačna ratala in se je treba zdaj odločiti, katero od vseh teh pakung bova imela danes za kosilo. 2 kili sušija, koliko so najedla. Malo več kot 20 evrov. To je ful pocen. To je ful pocen. Teh sendvičev je čisto preveč, to je za 15 ljudi. Kilo pa pol sendvičev. Vsak bi mogel 3, ne. Sam veš, kaj je bolj hudič, če niso dobri, ki jih kupaš, ne. Pa se s tem zatakneš in kaj češ. Se veš, da je grdo stran metati, pa jih pa imaš tam, dokler niso že malo smrdljivi, pa jih pa stran vržeš. Pa čakaš, da se pokvarjajo, da imaš bolj čisto vest. Vmeš še kakšen griz narediš, da probaš, če bo šlo v drugo, pa ne gre, pa jih imaš potem 2 dni, pa fljak. Suši? Suši. Suši. So se odločila. Polka pa končaš z nakupom hrane. Prvo si ogledaš, kakšen džakuzi bi imel in še v kakšni krsti boš pokopan. V trgovini s hrano. Hrano smo kupili, zdaj pa rabva sam še tole opremo za vzuni. Upam, da najdeva kaj fajnega, zato smo prišla v trgovino, ki se imenuje Anaconda. Damo en kanu. Te pisane so bolj, ne, grde, one srebrne so že preveč normalne. Te so te prave ribetine barve. Ja. Paste se ribe avstralske. Zdaj pa imamo vse. Zdaj se pa začne.
Ule, kako se strašiš, že kar malo naprej.